Sem prepričan, da se danes večina voznikov na daljšo pot pripravi tako, da cilj vnese v navigacijo. Skoraj vsi uporabljamo kar Googlovo, ker je pač zaenkrat najboljša in tudi najbolj ažurna s podatki o prometu in z ostalimi informacijami. Sam si, na primer, cilj vnesem v navigacijo tudi takrat, ko pot natančno poznam, ampak me zanima, če so kje vmes zastoji, da se znam pravi čas prilagoditi. Vseeno pa stvari vedno ne delujejo idealno in včasih kakšen zastoj ni pravilno zapisan oziroma ga navigacija sploh ne pokaže in potem me preseneti kakšen napis na avtocesti, da bo čez 1000 metrov cela štala. Ko gremo čez mejo v tujino, je včasih nekaj kilometrov področje brez signala in to kljub sodobni tehnologiji, zato smo takrat še vedno informacijsko podhranjeni. Čeprav vi ali pa jaz zaradi tega nismo toliko na slabšem, kvečjemu do cilja pridemo nekoliko pozneje, pa so med nami vozniki, ki jim pomanjkanje informacij močno ovira delo in poslovno učinkovitost. Zato je še posebej zanimiv projekt Telemacha, Darsa in Univerze za elektrotehniko o tehnologijah 5G na avtocestah. 5G Adria je mednarodni projekt, torej projekt med Slovenijo in Hrvaško, kjer smo v fazi študije preučili, kako nam bo višja oziroma boljša frekvenca, mobilna frekvenca 5G pomagala pri našem delu upravljanja prometa na teh cestnih koridorjih, ki potekajo med Slovenijo in Hrvaško, kar pomeni, da smo raziskali, kakšne storitve bomo lahko uvajali z novo frekvenco, ki nam bo omogočala bistveno višje pretoke in vsebin posnetkov, slik in pa ostalih informacij, ki jih mi redno delimo z uporabniki. Ta koridor poteka med dvema državama, konkretno od Luke Koper vse do Ljubljane, torej Primorska avtocesta in potem od Ljubljane proti Zagrebu, Dolenjska avtocesta in od Zagreba proti Luki Reka, s čimer smo želeli povezati in avtocesto med obema državama in pa obe pristanišči, ki imata tudi velik vpliv na pretok prometa na tem koridorju med Hrvaško in Slovenijo. Pridobimo na področju pretočnosti ravno iz tega naslova, ker bomo hitreje dobili podatke, po drugi strani bo nadzorni center hitreje dobil podatke, lahko bo podatke hitreje obdela in potem izvaja ukrepe vodenja prometa v realnem času bistveno hitreje kot danes, kjer so ti prenosi podatkov počasni, ne omogoča nam take velike količine. V prihodnosti pa bomo lahko tudi kot zanimivost delili te informacije, naprimer tudi z gasilnimi vozili, torej gasilec, ko bo šel na intervencijo na avtocesto, bo lahko tudi že na svojem telefonu v realnem času spremljal živo sliko iz predora, torej se bo lahko primerno pripravil na intervencijo, kar spet pomeni manj zastojev, večja pretočnost, večja prometna varnost. Dars kot upravitelj avtocest lahko poskrbi za lokacije, kjer bo stala oprema, da bo omrežje 5G delovalo, ampak za samo tehnologijo mora pa poskrbeti nekdo, ki se spozna na telekomunikacijske rešitve. V tem primeru je to Telemach. Realno se pričakuje, da bojo peta generacija tukaj zagotavljala, bom rekel, povezljivost na bistveno daljših trasah. Seveda so pa te študije narejene trenutno tako, da se bo iz samih študij videli, kakšne so potrebne, bom rekel, in infrastruktura na teh trasah in kakšne tehnologije. Največji potencialni zadržki so bom rekel, trenutna gostota infrastrukture na teh avtocestnih trasah, kjer zaradi tega, ker se ni uporabljala za namen, bom rekel, ultimativnega cilja, recimo samovozečih vozil v neki daljni prihodnosti. To je ena stvar, druga stvar je pa ta tehnološki dejansko vidik, ki pa pomeni, da bo treba iz trenutne arhitekture omrežij, ki mu rečemo non-standalone arhitektura, iti v standalone arhitekturo, kjer boš ti na nek način s tem lahko dediciral in tehnologijo in storitve za take potrebe. Trenutno so narejene mejni prehod med omrežji, tako da tebi dejansko v tem primeru pade klic, pade podatkovna seja. V takih primerih se naredi rešitev, kjer se to zagotovi tudi preko mej, tako da tehnologija sama in rešitve danes to omogočajo. Tako da tukaj ne bo težave iz tega naslova. Zanimivo, ne? Ker razen hitrejše in boljše informiranosti ne vidim slabosti. Če bom zaradi hipnih informacij nekoč na cilj prišel hitreje pa z manj težavami, sem takoj za. Vi pa najbrž tudi.